Hvala za besedo. Meni se je zdelo malo primerno, da za uvod podam nekaj enih splošnih ugotovitev, tako da bo lažje slediti vsem panelu med enim in drugim predavanjem kot neke vrste celoti, in iz tega sem se pač nekako odločil, to je bila tudi nekaj odločitev v zadnjem momentu, da svojo zadevo razdelim na dva dela, tako da ne bom imel dvakrat po 15 minut, tako da se lepo pomirite. In je. Najprej samo mogoče čisto iz preproste zadeve, kaj digitalna humanistika in v našem primeru digitalna zgodovina sploh delamo, kaj počnemo. Digitalna zgodovina v primerjavi z digitalno humanistiko, za tega se kar dostikrat to zadeva enači, je praktično samo področje, ki se bolj usmerja v zgodovinske raziskave in tiste vire, ki so pač bolj namenjeni zgodovini, in z tega stališča je dosti bolj v primerjavi z drugo digitalno humanistiko tekstovno usmerjena, dosti bolj je mogoče tudi geografsko usmerjena, dosti bolj se gre za analizo omrežij in podobno, kar se v zadnjem času dogaja. Tako da to je tisto, kar bo tudi mogoče v našem primeru zdaj predstavljeno, ki bo zelo bolj tekstovno usmerjeno, tisto, kar je praktično osnova celotne, tudi bolj kot ne zgodovinske vede. In pri digitalni zgodovini oziroma tudi digitalni humanistike na splošno se ne gre toliko, so raziskovalni podatki zelo, zelo pomembno. Praktično je to osnova. In z tega stališča je tudi zelo primerno, da se razume, kaj je tista osnova in kaj se sploh dela v primerjavi z drugimi vedami. Naprimer, imamo raziskovalne podatke, zdaj zgodovinarji bi rekli, imamo vire, ampak v našem primeru zdaj govorimo o raziskovalnih podatkih, in tukaj v tem primeru se celotna digitalna humanistika, digitalna zgodovina pa še dosti bolj nanaša na, da preiskuje različne objekte kulturne dediščine, kaj so različni rokopisi, tiskana besedila, slike in podobne variante. In te objekti so sicer lahko že zdaj originalno digitalni in jih lahko kot take proučujemo, ampak v zgodovinopisu je pa večinoma to še vedno tisto, kar je digitalizirano, skenirano in podobno. In v tem primeru govorimo o neke vrste digitalnih nadomestkih, ki prezentirajo te originale. Nikoli to ni ena in ista zadeva, zato se je treba zelo paziti, da se te zadeve ne enači. In naprimer, da bi se zgodil kakšen greh, da zdaj imamo pa nekaj zadevo digitalizirano, pa bomo originale vrgli stran, analogne, to prosim ne, ker je vedno še lahko na drugi način digitalizirano. Potem je zelo pomembno, da vemo, da so tukaj različni datotečni formati in v digitalni humanistiki, predvsem pa zgodovini, so to različni tekstovni formati, so različni tabelični, kot so TCSV ali pa TDV in podobno. Zelo pomembno, bomo kasneje prišli, so različni XML, potem pa so še slike, JPEG, TIFF in audio in video MP3. To so tiste standardne variante, ki nekako tvorijo naše delo. In zelo pomembna zadeva, vsak tak digitalni objekt mora imeti še potem neke svoje metapodatke, se pravi en opis tega digitalnega objekta, in to je zaželeno, da ni samo opis kar tako, ampak je po določenih standardih. V tem primeru se uporabljajo večinoma Dublin Core, TEI, Header, MEC, MOC in podobno. In zdaj pa pridemo do tega. To, kar sem zdaj naštel, v veliki meri delajo tudi ustanove kulturne deležnosti. Naprimer, zdaj smo v arhivu, tudi arhivi, ko digitalizirajo svoje gradivo, delajo na zelo podoben način. Pri višja stopnja, rečemo ni višja stopnja, druga stopnja, ki pa se gre za raziskave, pa da je potrebno dodati še nekaj dodatno vsebino tem digitaliziranim digitalnim nadomestkom. In v tem primeru nastajajo neki nove vrste raziskovalnih podatki, se pravi, da raziskovalce digitalne nadomestke praviloma še dodatno uredimo ali prepišemo ali označimo, povežemo,
procesiramo, vizualiziramo in podobno. In šele na ta način tudi vmes stalno analiziramo, da vidimo, kam gremo. In to je tista neke vrste dodatna vrednost. Naprimer, če spet govorimo o arhivu, imaš digitalizirano arhivsko listino. Če je to samo digitalizirano in je en opis metapodatkov zraven in to nekje na portalu predstavljeno, je to tista osnova. Če pa še zadevo prepišemo in potem še zraven dodamo opombe in to, kar je prepis in opombe v nekem standardiziranem formatu, ki je mogoče izmenljiv z drugimi, to pa je že potem pa ta digitalna zgodovina oziroma digitalna humanistika. Hkrati, pa tudi ni nepomembno, je pa to, da je potrebno še za te zadeve pri nas ponavadi narediti, še uporabljati eno programsko opremo ali že pri sami analizi, pa obdelavi tega gradiva, ali pa tudi pri sami prezentaciji pa vizualizaciji, kar je najbolj pogosto so različne spletne strani z različnimi iskalniki, brskalniki in podobno variante, ne. In šele na koncu, čisto na koncu pa pridejo tisto klasični raziskovalni rezultati, kakor so literatura pa in podobno, članki, monografije in podobno. In v teh primerih se lahko nanaša ta zadeva ali na posamezne vire ali na posamezne programe dopisuješ, kako si to delal, to je zelo pogosto. In s tem sledimo tudi drugim vedam, zato so tudi te konferenčne predstavitve zelo pomembne pri nas. In potem šele na koncu pa tisto, kar je pa novo spoznanje v zgodovinopisju. In če se pogleda, je to zelo dobro, ne? Naprimer, da ta zajem organizacije, shranjevanje, tisti ta prvi del, ne? Tega je največ nekako, ne? In po drugi del, kot obogatitev teh podatkov, ko smo rekli, aj se prepiše, notira dodatno, je že manj, ne? Imamo lahko nekaj, kar je zelo veliko, pa nekaj, kar je manj, in potem je še manjša civilizacija in članki kot nekaj zelo manj, ne? Vedno je taka vrsta piramide. Spodaj je gromozansko teh velikih virov in bolj natančno se gre proti vrhu, manj je tega, ne? In točno v tem primeru se pa zdaj poskušamo tudi na Inštitutu za novejšo zgodovino usmeriti pri razvoju digitalne zgodovine. To je zdaj to na sred. To smo ravno zdaj ustanovili v okviru razvojnega stebra za financiranje, bo dr. Gašparič vodil. Gre pa se za to, da bi določene elemente raziskav pa infrastrukture, ki smo jih razvijali v okviru raziskovalne infrastrukture in potem naprej dodali nov program za digitalno humanistiko, ki ga imamo skupaj z Fakulteto za računalništvo in informatiko in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, še z obema raziskovalnima programoma. In če vi, tisti, ko poznate nekako infrastrukturo, poznate SIS-torje in podobno, verjetno marsikateri od vas večinoma, da to bi lahko na podlagi tega, to sem majčkeno bolj nadrobno napisal samo zato, da se vidi, kje je ves ta SIS-torje in te zadeve v tem ekosistemu te naše infrastrukture, ne. In na primer imamo seveda, naša raziskovalna infrastruktura, potrebujemo gromozansko količino različnih strežnikov in prostora za shranjevanje in podobno. Potem imamo kot za center digitalizacijo, imamo za digitalizacijo, se pravi OCR, snemanje, naprimer tudi zdaj snema naše kamere, tole dogodek. Potem je center za, rečemo, deluje infrastruktura kot center za nestrukturirane podatke. To je tisto, kar je večinoma se dogaja tudi drugje z temi digitalnimi objekti. Naprimer, zbirajo, narejajo različna besedila, slike, to ureja v zbirke, skupaj z metapodatki to objavlja. V tem primeru je naprimer naš SIS-torij zelo, to kasneje objavljamo na SIS-torij, ker je že zdaj več kot 51.000 objektov gor objavljeno. In v tem primeru je to tudi zelo podobno temu, kar naprimer Delib dela, ne. In potem gremo za nekako zadevno strukturirane podatke. To je, če si predstavljate, so to besedila. Če imaš besedilo samo skenirano in zraven metapodatke, to še ni nič. To pregovorimo. Zdaj moramo dobiti tisto, da dodamo neki dodaten sloj enih informacij na to besedilo in to večinoma
se ureja v različnih XML formatih. Najbolj primeren za naše primere je tako imenovani tape, bom v kasnejšem predavanju to bolj omenil. In eden največjih pri nas je ta slovenski parlamentarni korpus, ker imamo zdaj že 11 milijonov različnih besedil, pa z 213 milijonov besed notri v tem korpusu. In kot tretja vrsta podatkov so pa te klasične zadeve, kakor se vedno porazumeva, podatki so tisto, kar je v različnih tabelah, ne. Tukaj v tem primeru imamo te, na primer, popise prebivalstva, ko bojo tudi pri nas predstavljeni, so te, kjer je že zdaj 96 popisov, 44 tisoč enot, čez 300 tisoč oseb je že za podatke prepisane in se to je po nekih relacijskih bazah notri in potem izvažano, obdelovano v različnih tabelarnih datotekah. In tisto, kar pa je to, kar pa vidite, ne, naprimer je še za spletne strani, so digitalne izdaje, potem za digitalno hrambo imamo različne variante, kjer je History samo ena od teh zadev, je še za dolgotrajno hrambo, so še neke druge za shranjevanje različnih kod in podobno. In kot zadnja varianta, mogoče za omeni, so še te revije pa monografije, ne. In po drugi strani pa ta raziskovalni program digitalne humanistike, ki smo ga začeli z lanskim letom, pa bo poskušal vse te vire, ki jih imamo, pa se na primer pridobijamo, obdelati še hitreje na dodaten način. Večinoma tisto, kar bomo danes govorili pa prikazovali, je nastalo v okviru dejavnosti raziskovalne infrastrukture. To, kar se v programu dela, se bo poskušala priti do podobnih rezultatov, kot smo zdaj, na dosti hitrejši način in hkrati pa še doseči neke zbirke, ki bojo še dosti bolj kompleksne. In iz tega stališča, ne, je se tudi ta raziskovalni program zadal te cilje. In ne nazadnje pa imamo še tudi klasična zgodovinska programa, ki se poskušata zdaj, in to je bistvo te naše digitalne zgodovine, katero bi hoteli razviti, da vse te vire in metode, ki se razvijajo tukaj, ne, na primer metode in vire, ki bojo v okviru programa nastali, vire, ki nastajajo v velikih količinah v okviru infrastrukture, združiti, da bojo komu koristili. Viri ne kot takšni, ampak ne bojo koristni za raziskave. In ta prve te variante, kakor so, da se je od programu od politične zgodovine usmeril zelo v parlamentarno zgodovino in bo to obdeloval in to bo kolega Gašparič tudi lepo predstavil. In ta druga je, da se program iz ekonomske, socialne in okoljske zgodovine, pa je začel tudi z nekim enim projektom za poslovna omrežja in tudi z neke večjo zbirko podatkov. In še ta zadnja varianta. Take zadeve, ki so relativno zelo kompleksne, je nujno, da en sam človek tega ne more delati. Je že sam, da takšen vir nastane, je zelo kompleksna zadeva, zato je vedno potrebno delo v skupini, mogoče celo delo skozi leta in leta zbiranja in obdelovanja določenih zadev. Hkrati pa še tisto, kar je najbolj pomembno, je pa to, da mora biti zelo multidisciplinarna skupina. Na primer, v novi programski skupini smo od zgodovinarjev dobesedno samo jaz, pa Mojca Šornova, vsi drugi so ali jezikoslovci, antropologi z izobrazbo z digitalno usmeritvijo, potem računalničarji, informatikarji in podobno. Zelo mešana skupina tudi iz tega področja, ampak je pa nujno, da ta zadeva sploh lahko začne funkcionirati. No in tukaj pri tej predstavitvi boste v nadaljevanju imete to, kar sem prej povedal, vedno v glavi kot neke vrste okvir, kjer bo Mojca Šorn najprej povedala o avtorskih pravicah, ki so nekako osnova za vse to delovanje, ne. Na primer, da smo mi delali najprej parlamentarne podatke, je samo zaradi tega, ker so parlamentarni podatki razrešeni z avtorskih pravicah, ker jih ni. In smo se usmerili v to. Po eni strani naključje, po drugi strani sreča za programsko skupino politična zgodovina.
Potem bi bilo sicer fajn, da bi v skupini predstavili še digitalizacijo pa nestrukturirane podatke pa metapodatke, ampak zato je bilo premalo možnosti. Zdaj kolegica Neja Blaj-Hribar bo predstavila strukturirane podatke, v tem primeru popise prebivalstva. Jaz bom potem na hitro predstavil delno strukturirane podatke, se pravi naš parlamentarni korpus. Kolega Vojko Gorjanc iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo predstavil korpusno jezikoslovje, kaj korpusno jezikoslovje sploh je in kako je zelo koristno, da to vemo, ta spoznanja, da navsezadnje, ker neke določene metode, ki so jih oni razvili, smo že začeli uspešno naslavljati tudi v zgodovinopisju. Kolega Jure Gašparič pa bo še predstavil ena, dva primera, kako je on osebno takšne zadeve, kakor je gor, koristil v svojih raziskavah parlamentarne zgodovine.